Zelo dobro se zavedamo resnosti situacije, v kateri se je znašla Slovenija skupaj z drugimi državami članicami Evropske unije. Vemo, da imamo resne probleme, da smo se v zadnjih letih premočno zadolževali in da nam gospodarstvo nažalost ni okrevalo tako kot v nekaterih drugih državah EU in da so to tudi tisti ključni izzivi, ki se jih bomo morali lotiti v naslednjem mandatu. Torej vlada, kakorkoli bo sestavljena, bo morala takoj na začetku zelo hitro zavihati rokave in se lotiti dela na vseh področjih. Mislimo, da je mogoče, če se lotimo takoj in z železno voljo in disciplinirano, varčevati v javnem sektorju brez radikalnih ukrepov. Če ne bomo tega se lotili takoj in z železno disciplino, se nam lahko čez nekaj let zgodi, da bomo morali poseči po radikalnejših ukrepih ali celo, da bomo zdrseli proti grškemu scenariju, torej proti situaciji, ko nam bojo ukrepe narekovali drugi. Tega si ne smemo dovoliti. Ženske smo dostikrat nekako malo se postavimo na stran. Velika evropska političarka, dr. Angela Merkel pravi Teufel ist im Detail, se pravi v malenkostih so težave. In na te težave, ki jih pa dostikrat moški, ki gledajo bolj globalno, so malo manj pozorni in prav se mi zdi pomembno, da tudi mi sodelujemo in povemo na te detajle, ki nam lahko naredijo kakšne probleme. Dejstvo je, da se tudi mi vsi starejši, ki smo že svojo dobo oddelali, zavedamo zelo dobro, da pokojnine se ne morejo večati, če ne bo mladih, ki bojo v te sklade plačevali. Pomeni, da imamo mi kot upokojenci velik interes, da se čim več mladih zaposli, da se delovna mesta pridobijo, ker to pomeni tudi garantirane pokojnine. Prihajam iz Koroške, tam so znani ljudje po delu in ne po prepiranju in tako naprej. In vem, da je tudi tako v Mariboru. Mene veseli, da smo si v naš program zadali tudi to, da bomo na mesta vodilna, vodstvena, tudi v javnem sektorju, dajali najbolj kompetentne ljudi. Skratka, tja jih bomo postavljali ne po političnih pretencijah ali kakorkoli že po različnih barvah, ampak po sposobnostih. Jaz moram reči, da se bom absolutno zavzemala za enakopraven regionalni razvoj. To sem že povedala. Poznam stiske ljudi, veliko jih zdaj prihaja k meni, povedo to in ono in na malega človeka se vse prevečkrat pozablja. Smo pa tisti, ki bomo se poslušali, ne bomo odpirali zgodovine, ne bomo se prepirali, absolutno bomo pa dajali možnost tudi poslušati druga mnenja in če bodo tisti argumenti prevladali, jih bomo seveda tudi sprejeli. Prav tako kot Maribor imajo tudi ruše težave z brezposelnostjo in kar mi je v tem programu všeč, se mi zdi ravno to, da v tem programu ni zapisano stiskanje pasu ravno na tistih, ki že danes zelo težko preživljajo, da so še predtem drugi ukrepi, s katerimi se jih lahko poslužimo. Moje stališče je tudi takšno, da še bom vselej zagovarjal pravni red, se pravi skrbel za strokovnost, zakonitost in doslednost dela v našem javnem sektorju. Absolutno kot pa bodoči poslanec pa nikakor ne morem zagotavljati več, kot da dejansko poskrbimo, da bo naše gospodarstvo dobilo nekje zeleno luč, da bo lahko razvijalo svoje področje dejavnosti, tako rečeno na inovativnosti, strokovnosti in seveda tudi svoje znanje, ki ga dejansko pridobijajo in v tem okolju prenašalo v širši svet. Prihajam iz tezenskega industrijskega obroča. V bistvu sem v svoji mladosti, otroštvu in mladosti videl, kako je tezenske podjetja, kako so propadala, kako so trpeli ljudje, tudi moji starši so bili med tistimi in kako se je ta agonija nadaljevala tudi v ostalih delih Maribora in Štajerske pokrajine, ki je bilo seveda, sami veste, najbolj prizadeto. Ker pa prihajam, ker moja življenjska pot dnevno migrira med Ljubljano in Mariborom, lahko opažam tudi razliko
med samimi ljudmi. Moram reči, da se žal v štajerskem območju najverjetneje seveda nehote nekako pod nohte zalezel meščanom, Mariborčanom in okoličanom nek pesimizem. Jaz mislim, da je sedaj skrajni čas, da se najde ekipa ljudi, ki bo lahko ta pesimizem počasi obrnila v drugo smer, torej v optimizem, v optimistično gledanje, torej v prihodnost ne samo nas, temveč tudi naših